My presentation will be in Slovenian language, but of course later we can debate and discuss in English, no problem. Na začetku, ko sem se prijavila na simpozij, sem v resnici razmišljala o tem, da bi predstavila ekofeministične koncepte vizualne umetnice in performerke Olje Grubič. Potem je pa v tem mestnem času me doletela še ena obveznost, in sicer pisanje teksta za gledališki list pri predstavi Osvajalec, ki je bila nedavno uprizorjena v mestnem gledališču Ljubljanskem, sicer priredba, ki pa še vedno ohranja zelo jasne izvirne parametre. In potem sem razmišljala tudi v resnici mi je tudi včerajšnje predavanje o pravljicah, ki vsebuje močno noto ekokritike pri Svetlani Makarovič, nekako povedal tudi to, da najdem še neko vmesno pot, se pravi, kje se je na nek način ekofeminizem že vzpostavljal pred desetletji, ampak na nek način ni bil prepoznan. Zdaj, ne vem točno, to bom še ugotovila, ali je bilo to namerno ali ne, ali enostavno premalo ozaveščeno. Se pravi, da so bili v tem primeru recimo prakse Vlada Šava, ki so bile v nekem določenem času zelo prisotne in seveda z njegovega vidika tudi zelo raziskane, ampak vprašanje, koliko so bile v resnici pač enostavno prepoznane, uveljavljene in razumljene. Tako da ta neka razdelava je zelo, pač to sem si jaz sprot zmislila, niso to zdaj neki terminološki koncepti, samo to, da se malo vidi ta razdelava in prepričana sem, da se da v resnici nekako razdelati še na več nivojih. Tako da ja. Začela bi z Oljo Grubič. Tu je fotografija iz njenega performansa Ekstima, Rodovitna prst iz leta 2022. Jaz sem si jo ogledala naslednje leto. To je v dvorani Masuma. Gre pa za eno od predstav v njenem ciklu, ki traja od leta 2022 do leta 2025. Med njimi so še, se pravi, Rodovitna prst, potem Opus bivanja leta 23, Metastaza svobode leta 24 in Življenjski prostor, živa instalacija 2025, ki smo si ga ta teden tudi lahko ogledali v sklopu Mesta žensk in v katerem tudi na nek način sestavi elemente iz prejšnjih njenih performansov v ta zadnjo instalacijo in hkrati tudi performance. Skratka, tle imamo med drugim eno fotografijo, kjer vidite neko kopreno, ženska telesa gola in na vrhu solato in kri. In moje izhodiščno vprašanje je bilo, v kakšni relaciji sta solata in kri. Izvzeta iz konteksta, ta podoba priklicuje vizualni paradoks, celo bizarno kombinacijo dveh materialov, kjer eden pripada naravi, drugi pa telesu. Med njima pa kakor da zeva dialektični prepad med živim in neživim. Sopostavitev nežive, v narekovajih, zelenjave in življenjske tekočine se morda zdi povsem naključna, bolj v funkciji igrivega ali provokativnega estetskega učinka kot kaj drugega. V resnici pa se prav v tej kompoziciji nahajajo temeljni postulati ekofeminizma. Ekofeminizem, eno osrednjih feminističnih perspektiv in gibanj, je od nastanka termina pa do danes vključeval številne pojavne in teoretske levitve, sam pojem pa je leta 1974 vpeljala francoska avtorica Françoise d'Ebois, v knjigi Feminizem ali smrt. V zadnjem desetletju so ekofeministična gibanja doživela novo renesanso, med drugim tudi zaradi vse močnejšega ozaveščanja o prihajajoči ekološki katastrofi. Teorije ekofeminizma so izjemno kompleksne in interdisciplinarne, vendar njegova izhodiščna izpeljava ostaja jasna. Temelji na premisi, da sta zatiranje žensk in zlorabljanje narave neločljivo povezana, saj obema dominirajo mehanizmi patriarhata, kapitalizma in okoljske degradacije. Zdaj, jaz nekako v tem hipu najbolj prepoznavam, se pravi, kritiko in na nek način tudi refleksijo ekofeminizma prav v delih Olje Grubič, ki jo bom še zdaj razdelala.
In predvsem se mi zdi, pač to je nekako nek pokazatelj in neko zgovorno dejstvo, predvsem na nevladni sceni. Videli smo recimo neke podtekste ali pa inserte ekofeminizma tudi v spolni vzgoji, v ciklu spolne vzgoje 2, kjer so bili prizori, kako se uporablja zemlja oziroma prst in tudi kako so postavljene razne rastline in pač, ja, tovrstna vizura narave. In seveda, poleg tega performansa, ki ga tu vidimo, je Olja Grubič zasnovala in souprizorila tudi projekt Golo življenje, ki je pa v bistvu bil že tudi na nek način in feministični performance, in ekološki, in hkrati tudi vztrajnostni. Prav tako je šlo za 4 ali 5 performerk, ki so v bistvu imele, kako se že reči temu, strgalnik in potem so imele korenje in kumare in so v bistvu nenehno, hkrati pa seveda tudi upeljava gospodinskega dela na nek način in feminizacija. Skratka, je bil tako en dogodek, ki je imel zelo veliko nekih plasti in se mi zdi, da v tistem momentu, se pravi, to je bilo tudi leta 2022 oziroma 2023, se mi zdi, da je nekako pronicala ta tako v nekem polnem pomenu ekofeministična kritika pri nas in tudi sama vem, da sem šele zamikom videla neke podtekste. Se pravi, ta fotografija, ki jo tu vidimo, gre za dogodek, ki je zasnovan kot nekakšna gibljiva instalacija oziroma instalacija v gibanju. Na tleh osrednje avle muzeja je pogled občinstva in z horizontale se premesti v vertikalo, v optiko ptičje perspektive. Poteza opazovanja performansa z balkončkom v prvem in drugem nadstropju je tako zarezonirala na več fenomenoloških nivojih. Z estetskega, uprizoritvenega vidika je takšna pozicija zagotavljala celosten pogled na dogajalni tvoris, dogodku pa dodala potencialno sočasnih formatov izvedbe. Bil je performance, a hkrati že opazovanje neme likovne ploskve, slike, dvodimenzionalna koreografija teles in do neke mere tudi učinek štirioglatega prizorišča, ki je prispeval še k konotaciji opazovanja nekakšnega ekrana, kjer se percepcijski umestniki še pomnožijo. Druga plat pozicije občinstva pa je v njegovo lokacijo že opisala bolj politične podtekste, relacija med dogodkom in opazujočimi je slednje postavila v nadrejen položaj. Pogled občinstva je implicitno, a ne hote postal pogled zviška, superioren in ob tem še varno distanciran. Ta preplet nadrejenosti in distance je vnesel tankočutno parafrazo družbene realnosti in problematična razmerja med dominantnimi strukturami in marginaliziranimi skupnostmi, kjer tisti z pozicije moči velikokrat zgolj nemo in z varne deline motrijo boj manjšin. Skratka, čez to celotno talno površino se je razprostriralo ogromno prosojno platno, ki lahko spominja na stvarne, realne tople grede, taktilno in simbolno pa deluje kot krhka membrana. Pod to koprenasto plastjo so se pričele plaziti performerke 5 golih ženskih teles, vseh svoje raznovrstnosti in hkrati spontanosti telesnih oblik. Ja, neka dimenzija pri tem performansu je tudi bila, ki ni tako samoumevna, sami vemo v scenskih praksah, da smo videli recimo 5 popolnoma različnih teles, tako ali drugače, da ne gre za neko uniformiranost, ki je seveda vedno posledica normativov in imperativov, ki jih tudi umetniška sfera dodeljuje ženskam. Delovale so kot koreografirane žuželke, neme in brez človeških civilizacijskih oblek. Najprej s prsti nežno so preluknjale to membrano, če dam še malo nazaj, membrano in nato v nizu pljunkov skozi špranje špricele imitacijo krvi, ki sproti je že ustvarjala nekakšno polovsko umetnino. Kri je v tem momentu postala nosilka vsaj 3 pomenov. Prvo, dragocenost krvi kot pogoja za življenje, drugo, menstrualna kri kot del procesa reprodukcije in kri kot posledica nasilja, poškodbe ali celo uboja. Skozi rahlo gibalno valovanje se izvajalke nato kolektivno priplazijo vsaka na svoj rob prizorišča in posežejo po rekvizitu solate, se vrnejo v središče rodovitne prsti in prek preluknjene plasti solato potisnejo ali nekako rodijo na površino zemlje, akcija se nekajkrat ponovi, vmes posežejo še po poru in ta falična oblika v odnosu do solate vsekakor ni naključna.
Skratka, izvajalke reprezentirajo cikličnost rodovitne zemlje skozi realno perspektivo, pa hkrati tudi začrtajo obstoj lastne nevidnosti. So stiliziran prikaz neopazne podzemeljske procesualnosti, ki zunanjosti za vsako ceno dobavljajo vse potrebne izdelke za preživetje in skrbi za prehrambeno blaginjo. Sinhrona dramaturgija antropocenega imperativa in nenehne reproduktivnosti žensk, kot tudi narave, se spne v lucidno, a bolečo feministično kritiko patriarhata in kapitalizma, ki oba, tako naravo kot žensko, občudujeta, jo povzdigujeta na prestol, sočasno pa si jo že podredita in jo postopoma uničita. Skratka, gre za nek preplet skrbi, nadzora, občudovanja in izkoriščanja, ki se pač ujamejo v neko toksično sobivanje in se na račun sprotnih užitkov in nagrajevanja na koncu vselej izteče v akt, če že ne popolne degradacije ženske populacije in potencialne narave, pa saj njune ubogljivosti. Koncept se seveda z upeljavo ekofeminističnih podtonov poveže tudi z eno, za koga tudi morda problematičnih, oziroma to je stvar debate, tez ekofeminizma, ki pravi, da naj se ženska preneha boriti za položaje moških, ki izkoriščajo tako njo kot naravo. A tudi ekofeminizem je treba razumeti širše in kompleksnejše, ga varovati pred enoplastnim razumevanjem, saj se kot tak nanaša tudi na vse druge oblike prevlade, ki so v današnjem svetu, naravi in družbi podrejeni, se pravi razredno, generacijsko, rasno, zdravstveno ali družbeno. Se pravi, performance je vsekakor dogodek številnih interpretacij, ki vzporedno raziskuje inovativni jezik lastne uprizoritvene izjave, odmerjeno in premišljeno spaja interdisciplinarne panoge, gledališkega, vizualnega, zvočnega, prostorskega, ob vsem tem pa odpira nujna problemska vprašanja sodobnega časa. Ja, morda je še pomembno to, da je brez besed. Zraven je en glasbenik, sicer pa je seveda brez besed dogodek. Estetsko tematiziranje ekofeminizma sproža razmisleke, ki niso dragoceni le zaradi vsebinske pomembnosti same, ampak predvsem kot avtoričina uprizoritvena gesta, ki je politična tudi v tem, ker vztraja pri nenehnem opominjanju in razkrivanju ponotranjenih patriarhalnih in kapitalističnih vzorcev pri vseh spolih. Ni vsaka prst rodovitna in to, roko na srce, najmanj ni potrebno. In upam, da zdaj ta stavek zarezonira tudi seveda na žensko telo. Tako da to je nek primer, kjer se pač ekofeminizem kaže kot nek koncept, kot nekaj premišljenega, nastalo je pač nedavno, pred nekaj leti. Na drugi strani pa se mi zdi tako zanimiva paralela, ki sem jo zaznala, se pravi pri dramskem tekstu Andreja Hinga, Osvajalec, napisanem leta 1970. Tu sem izbrala 3 najbolj take zgovorne in hkrati srhljivo pripadajoče konceptu ekofeminizma, ki jih seveda on je zapisal brez tega nagiba. Se pravi, prva je, verjel sem, da imam pravico vzeti, kar je pred menoj. Druga je, ta svet bomo potlačili ko žensko. In tretja, zato ne smemo in ne moramo dovoliti, da naravna in druga bogatstva zaradi lenobe, nesposobnosti in nemarnosti divjih narodov ostanejo neizkoriščena. In prav recimo ta tretji citat lahko vidimo, da v bistvu lahko besedo narava zamenjamo z besedo ženska in bo v bistvu ista poanta ostala. Sicer pa par stavkov, o čem gre dramski tekst in posledično tudi predstava potem, ki se zdaj tudi igra. To je povzeto iz spletne strani gledališča. Osrednja dramska figura je Don Felipe, zavojevalec, ki se je poročil s sužnjo, lepo in inteligentno indijanko Malicin. Prav Malicin mu je znanjem jezikov utrla pot med plemena indijancev, ki so sovražili Azteke in so se z veseljem pridružili zavezništvu s Španci, da so skupaj razrušili cvetoče kraljestvo Aztekov. Konec citata. Skratka, drama Osvajalec je zgodba o vojni, genocidi, zavojevanju, oblasti, elitah, kruti kulturni apropriaciji in sužnje lastniškem izkoriščanju. A na samem začetku, pa tudi na koncu, je to brutalna prispodoba zakoreninjenega patriarhata, ki se prične prav na točki izjave v sami drami, verjel sem, da imam pravico vzeti, kar je pred menoj. Prevzeta in velikokrat podzavestno ponotranjena premisa, da v samem izhodišču nekomu vse pripada, je ena najbolj problematičnih in nevarnih stališč. Zaradi te premise, ko se nekdo zbudi v nov dan in si samo umevno reče, da mu vse na tem svetu pripada,
je svet prepojen s trdovratno objestnostjo. In zdaj, ko sem se pripravljala, sem se spomnila na včerajšnjo prezentacijo od Saške Rakev in Pije Brezavšček, ki sta govorili v bistvu o dramaturgiji skrbi. In se mi zdi, da je pač prav to vprašanje, koliko je v resnici na vseh možnih nivojih, na vsaki točki v življenju in tudi v prizoritvenih praksah prisotna mentaliteta objestnosti, ki se seveda povezujejo z nekimi navadami, ki izhajajo iz patriarhata. In zato mi je bilo recimo tudi, se pravi, da se nekaj dela počne, reče, brez razmišljanja, kakšne posledice ima to, fizične ali pa seveda psihološke. In zato sem tudi recimo jo včeraj vprašala njiju, pa se mi zdi, da pač eno tako zelo zagonetno vprašanje, ali pa misel je ta, se pravi, če imamo na eni strani objestnost in na drugi strani imamo skrb. In recimo sem razmišljala o tem, kako je zanimivo, da če skrbimo, se pravi, kurativno. Zdaj bom dala en tak primer, recimo, ki se mi zdi, da je fino, da se dajo konkretni primeri. Ne vem, če imamo zdaj neko stopnišče in nekdo pade po stopnicah in si zlomi nogo, bo naša skrb zelo dragocena in dobrodošla in nekako spoštovana, ko bomo pomagali človeku, da si zaceli nogo, da se pač opolnomoči in tako. Medtem, ko bomo začeli, ko pa se ta skrb, se pravi, prestavi v preventivo, ko pa bomo rekli, dajmo poskrbeti, da bodo te stopnice, da ne bodo nevarne, da pač ne bo nihče padel, takrat pa zelo hitro postanemo nekdo, ki komplicira. In seveda, zato, ker nekako, ne vem, jaz mislim, da je to povezano in z odgovornostjo in z neko empatijo, no? Ampak se mi zdi ravno zato, ker tolikrat rečemo, da nekdo v preventivni skrbi pač komplicira, te zelo hitro, pač, ko ti nekdo to reče, lahko zelo hitro pač nehaš s to skrbjo, seveda, če ti vsi okrog tega to govorijo. Tako da pač, ja, je skrb zelo pač, ja, triki na nek način. Koliko časa še imam? Par minut. Okay. Ja, se bojim, da Vlada Šal ne bomo prišli. Pač no to, če gremo potem na citata, svet bomo potlačili ko žensko. Se pravi, presenetljivo je to, kako lahko včasih starejša umetniška dela vzremo skozi sodobne ali pa vsaj kasnejše sociološke teorije. V zapisanem citatu iz drame, ki primerja nasilje nad svetom z nasiljem nad žensko, je zapisana izvrstna izpeljava temeljnih iztočnic ekofeminizma. In če nadaljujem z njegovo repliko, zato ne smemo in ne moremo dovoliti, da naravna in druga bogatstva zaradi lenobe, nesposobnosti in nemarnosti divjih narodov ostanejo neizkoriščena. Kot sem že rekla, srhljivo je, kako lahko v takšnih izjavah besedo narava brez težav zamenjamo z besedo ženska, pa bo poanta ostala ista. Zavojevanje narave, manj vrednih ljudstev, ideje, v katerih upeljuje tudi drama Osvajalec, ranljivih pokrajin in ženskega telesa, je v resnici monoliten krogotok, ki se le navidezno izključuje. Pri tem je morda nenavadna, a še kako na mestu asociacija, ki se navezuje na naše stvarne dileme in razdvaja naše moralne predelitve. Meni je vedno super, da vse te koncepte in teorije pač najdemo v vsakdanjem življenju, ker takrat postane tudi najbolj fascinantni in hkrati najbolj grozljive. Skratka, ali ni nenavadno, da se prav v polju umetnosti, oziroma še konkretneje v prizoritvenega polja, precej pogosto soočamo z mučnimi, a nujnimi vprašanji, ali je mogoče umetnino ločiti od umetnice umetnika. Spomnimo se nekaterih spornih primerov, povezanih s to temo, in skoraj zagotovo bomo pomislili na tiste, ki so a. zlorabljali ženske, b. podpirali vojne zločince. Še eno naključje, ki to ni. Potem pa bom še na Vlada Šava, da ga ne bomo čisto. Skratka, tle bi pa mogoče, bom zdaj zaključila počasi. Zanimivo mi je na nek način tudi seveda iz nekega teatrološkega, gledališkega vidika, kako je, absolutno še zdaleč ne rečem, da je bil prezrt, ampak kako je v bistvu zelo parcialno tudi predstavljen, se pravi, poznajo ga tisti, ki se eksplicitno ukvarjajo z določeno formo ali pa z določeno temo, redko pa v bistvu pronica v nek javni diskurs ali pa pač konec koncev tudi neke simpozije. Seveda občasno že, ampak absolutno premalo, glede na to, kako je v bistvu on že takrat, v tem primeru leta 1989, v bistvu razpiral in našel povezave med naravo in kulturo, med ekologijo in sociologijo.
Nekaj stavkov o njemu. Leta 1996 je ustanovil Društvo za kulturne raziskave in ekologijo, ki je imelo 3 sekcije, Performance Studio Koper, potem Družbena pobuda Obale in Ekološka koordinacija Obale. Specializiral se je iz dramske oziroma integrativne umetnostne terapije ter izkustvene ekološke vzgoje. Leta 1998 je postal tudi predavatelj in nosilec modula dramska terapija. Seveda je zelo pri svojih praksah izhajal iz nekih temeljnih postulatov Grotowskega, se pravi nekih zelo primarnih, primordialnih obreda, revno gledališče in tako. Tle je bil z leta 1981 do leta 1995 je skupina Ljudje z reke v praksi najbolj dosledno realiziral svoje razumevanje aktivne kulture. V njihove izkustvene delavnice, ki so večinoma potekale v obliki tedenskih umikov v naravo, so se lahko vključevali udeleženci brez posebnih veščinskih predznanj, saj niso bile usmerjene k ustvarjanju predstav, temveč k samoraziskovanju skozi voden ustvarjalni proces. In se mi zdi, da nekaj, kar se lahko sliši ne ravno banalno, ampak na nek način vse takšne prakse pa pač v bistvu poznamo, da so ljudje, ki imajo profesionalno zavedje in tisti, ki ne, vidimo na vsakdanji ravni in v resnici tudi v umetniški produkciji, da smo še vedno zelo, ne bom zdaj ravno rekla, to zadevno rasistični, ne? Ampak v bistvu se nam morajo ljudje, ki nimajo neke sorodne izobrazbe kot mi, zelo dokazovati, zelo v bistvu vzpostavljati neko zaupanje. In da tudi še mogoče malo z aktualnostjo povežem, nedavno sem prebrala knjigo, ki bo zdaj v tem mesecu išla pri založbi Mestnega gledališča Ljubljanskega. Gre za 20 intervjujev mladih režiserjev in režiserk. In se mi zdi zanimivo, ker sem bila seveda pozorna, kdo izjavlja kaj in kaj pove. In se mi zdi, da niti približno ni naključje, da so mlade režiserke v bistvu govorile, izključno mlade režiserke, se pravi režiserke, ženske, govorile o tem, kako pomembna jim je v bistvu varnost pri samem procesu. In se mi zdi, da to izhaja ne samo iz tega, ker je to pač nekaj, kar je načelno prav, ampak je to tudi nekaj, kar so v resnici do nedavnega najbolj pogrešane na nek način. In kaj v bistvu vse potegne za to, da se nekdo počuti varno. Se pravi, da moramo v nekem momentu preizprašati vse principe, ki smo jih imeli do sedaj v gledališču in ki imajo seveda tudi, so zelo zakoreninjene. Ja, skratka, mogoče bi še končala, bo več v prispevku. Skratka, če zaključim z mislijo, da so pač njegove delavnice, Vlada Šava, delavnice so sledile osnovnemu modelu, ki ga je skupina z leti dograjevala v smeri integracije elementov aktivne kulture, dramske terapije in izkustvene ekologije. In zdaj vmes sem se spomnila en spomin sem dobila nazaj, da je še pred leti, se spomnim, ker tudi ne vem kako Privšek v bistvu naš prostor ful veliko prispevala, recimo tudi tematike ekologije in ekoloških vprašanj in kako v bistvu naša scena takrat še ni bila pripravljena in nismo v resnici bili povsem še čisto dovzetni za to. Ampak se ful spomnim, da je enkrat tako rekla, pač, ko smo se pogovarjali, da njo zanimajo in njej so pomembni ekologija odnosov. In se mi zdelo tako, takrat je uporabila to besedo, ki še ni bila mogoče toliko nekako obtoku v takih situacijah, ja, in ko rečemo ekologijo odnosov, se v bistvu moramo zavedati, da je pri tem zelo veliko dela, nas še čaka. Tako za enkrat, ja, upam, da ni bilo prehitro nametano, no. Skratka, ja, no, zanima me pač ta ideja, kako neki koncepti so že obstajali, ampak niso bili poimenovani, kako so. Predvsem mi je vedno pomembno, no, da stvari ne gledamo parcialno in slučajno in da pač to niso nekaj enkratni dogodki, ampak imajo v bistvu zelo zakorenjene strukture in celo pač svoje termine in svoje imena, kot je v tem primeru ekofeminizem.